buči odrezalo. Dober. Ja, mislim, če si nem kaj nalil, pa če ne bi mogel pita, ne. Zdaj pa to poglej. A viš, kaj je to? Ja, preden začnem, moram zdaj to opisati, ker sem najdel nekaj novega, pač jaz sem najdel nekaj novega, to ni nekaj novega, samo za mene je nekaj novega. Cold Brew Cafe. Sploh ne vem, kjer sem prišel do njega, nekaj sem gledal na Goat Story ali nekaj in pol sem dobil in sem itak videl paketek, ki so ga ponujali, a ne. In sem dobil tak paketek, oziroma ne, to ni paketek. Tu daš ti v bistvu noter filter, hladno vodo in pol pustiš 12 ur na sobni temperaturi ali pa 24 ur v hladilniku. In pol vzameš paketek ven in pol imaš 8 deci dobrih, jaz približno 9 deci imaš, no, Cold Brew Cafeja. Paketki izgledajo tekle, dobiš jih tekle. Kar zanimivo zdaj, paketek izgleda tekle. Na, povohi malo. Ohaš? Tekle, to je pa paketek kafeja, ko ga pustiš v bistvu noter 12 oziroma 14 ur. Ja, in kaj je zdaj fora? Čakaj, sem pospravim. Ja, in kaj je zdaj fora? Pojma nimam. Pač, edino, kar lahko povem o tem kafeju je to, da ima mogoče malo nižji pH, ko pa kuhan kafe. Pa približno za tretjino manj kofeina ima. Ne razlikuje se pa nekaj ful po sestavi od kafeja, ko je kuhan. Če bi mogel opisati okus, bi rekel, da je tak okus tako, ne vem, tako neka ledena kava ali pa nekaj tak. Ful me spominja na ledeno kavo, no čeprav ni nič zraven, sam led pa kafe. Pa zgleda tako viski, da v bistvu zgledaš ful car, ko to piješ. Rosa. V glavnem, ja. Ja, pač dobra kava je, mislim. Ni nič, ni sponzorsko, sam pač mogo to povedati. Če slučajno še ne veš, če rad piješ kafe, pa če še nisi probal Cold Brewa, si ga ne rabiš sam doma delati, pa se nekaj matrat, vzemi en teti paket, pa sprobi, pa ti ne bo žal. Ok, zdaj pa, kaj je to danes? Nov video. Logično. No Q&A. Ampak, jaz, ko delam Q&A, jih imam v bistvu iz Instagrama. Vsak četrtek dam vprašanja in odgovori in pol me v bistvu vi sprašujete, pa jaz odgovarjam in pol še pač to spremenim v video, zdaj zaradi tega, ker se je ful vprašanj nabralo. Pol imam pa eno posebno rubriko, ko je pa v bistvu tako vesolje označeno na Instagramu pod highlightsi, so pa v bistvu odgovori na vprašanja, ko so malo bolj, ne vem, o vesolju, o ilegalnih substancah, o tem, kaj jaz mislim o nekih zadevah, bolj kot ne taka neka filozofija. Tako da načeloma se še nisem odločil, kako bi ta video poimenoval, ampak po moje bo neki Q&A izven okvirja, Q&A izven nečesa. Če ima kdo kako pametno idejo, naj da pod komentar oziroma ne mi napiše za nek, ne moram dati Q&A filozofija. Pač neka fora, da ni glih Q&A, da bomo lahko dali pod različne kategorije, ker bom govoril v bistvu o mojih mnenjih, o tem, kar bom povedal, mogoče o določenih stvarih ful malo dokazal. Neke stvari so take, ko se ne tičejo nobene prehrane pa nobenega treninga, ampak je samo tako filozofija. Ampak je manj fajn to delati, fajn je to razmišljati, zato ker veliko to gledam. Pa če me kdo vpraša, zakaj pa ne bi odgovoril, če me, pač, mislim, če vas to zanima. Tako da ja. Ok, to je to, zdaj zastopi, zakaj se bo danes šlo. Teda, če te zanima prehrana pa trening, tega ne bo tule, bo bolj filozofija, pa bolj take zadeve, ko lahko imam 1000 različnih mnenj, pa ni nobeno dejstvo, pa ni ne, se pravi, moje mnenje. Zdrav. Kje je kamera tu? Ok, prvo vprašanje. Kar kaj povej, no. In pač, ko me nekdo to napiše, pač imam jaz tak
10.000 različnih idej, ne. Ampak tule sem v bistvu odgovoril, če je, ena punca me to vpraša, ne vem kjera, ampak odgovoril sem, si že mogoče slišala za quark gluon plazmo. GQP se to imenuje. V bistvu je fora tete plazme, da so jo v CERN-u eni znanstveniki najdli, oziroma mislim, da je celo niso najdli, ampak da so jo sam hipotetizirali. Pač v bistvu tako naprimer črno materijo ali pa črno energijo, ko ne vemo kaj je, ne vemo kje je, ne moramo je primiti, ne moramo je opisati kaj je to, vemo samo njene efekte na okolje, ko jih ima, ne. In za toto quark gluon plazmo so v bistvu predvidevajo, da je to najbolj gosta snov, kar so jih do zdaj videli. Zdaj pa enih par faktov, ko so pač mi bili ful zanimivi glede te quark gluon plazme. En fakt je naprimer temperatura. Naše sonce je naprimer pač ful vroče, kar se mi zdi, da je po moje vsak ve, da ne bi rabo to govoriti. Naše sonce ima približno 15 milijonov stopinj, tam ko je najbolj vroče, se pravi blizu sredine, ima 15 milijonov stopinj. Pač itak si ne moreš predstavljati, koliko je to, ampak 15 milijonov stopinj. No, teta quark gluon plazma ni sonce, ne sveti, pač je zelo gosta in zaradi tega, ker je zelo gosta, ker je tako močna gravitacija, tam ima temperaturo od 4 do 6 trilijonov stopinj. Pač 4 do 6 trilijonov stopinj. Zdaj pa trilijon pa 15 milijonov stopinj Celzija je še vsem tako na potenco. Ne vem, pozabi, v glavnem ful vroče. Druga stvar, obstojnost tetega, v bistvu, kaj je to, tete materije, tetega atoma, karkoli to je, obstojnost je 10 na minus 21 sekunde. Se pravi, v bistvu, zato ga je ful težko izmerijo, ampak v bistvu sam predvidevajo, kaj je. Sam zaznali so jo, pa kakve efekte ima, to je to. Se pravi, 10 na minus 21 sekunde se pokaže, pa gre. Se pravi, pač, itak si ne moreš predstavljati, kako je to hitro, ampak ful hitro. No, evo, zdaj še kar najbolj zanimivo je pa v bistvu gostota, pač, če smo že pri tem, da je najbolj gosta snov na svetu, predvidevajo, da je gostota, sicer verjetno se bo to še spreminjalo, ampak kar sem jaz prebral te, ko je v bistvu tota raziskava, oziroma ko so to ugotovili, ko so prvič videli, masa gostote je bila taka, da če... Masa gostote. Masa tete plazme bi bila taka, da če si predstavljaš naprimer cukrkocko, 1 cm krat 1 cm krat 1 cm, se pravi moj prst. Cukrkocko pa jo razdeliš na 10 delov. No, vsak teti del od kocke, od 10 delov bi imel, en del bi imel maso naše cele zemlje. Teda načeloma je bolj gosta od črnih luknj. Sam ne mislim. V glavnem, to je ena stvar. Se pravi, quark gluon plazma GQP. Če kako zanima, si lahko gre pogledati. To je prva stvar. Zdaj veš v bistvu, v čem se bo šel tudi Q&A. Gremo dalje. Drugo vprašanje. Kar kaj o vesolju. Se pravi, spet ena stvar, ko pač se mi porodi 1000 idej, ko bi lahko povedal iz človeka, ko me to vpraša. Ok, zdaj pa ena taka, ko bo malo zmešala, pač, ko boš študiral, kaj sem ti zdaj povedal. Oziroma, ko boš študirala, kaj sem ti zdaj povedal. To, kar bom zdaj povedal, je znano in to je dejstvo. Se pravi, dejstvo je, da so naši možgani, so v bistvu neka masa prepleta nevronov, po tetih nevronih grejo pa električne povezave. Pač po celem telesu grejo električne povezave. Zato je tudi Nikola Tesla rekel, da smo pač mi v bistvu elektrika, ki je samo pač manifestirana na tak način, ko smo pač mi ljudje. Se pravi, naše telo sestavlja električne povezave in da se karkoli zgodi, mora nek električni impuls poteči, energija, da lahko ti deluješ. Ok, to je dejstvo. Drugo dejstvo je, da znamo mi zdaj, pa da vemo, da lahko z elektrostimulacijami določenimi, če si jih daš na, ne vem, na temena, na določene točke v glavi, na glavi, lahko vplivamo na naše razmišljanje, na našo koncentracijo, zadevajo pilotom ameriškim, naprimer so se testirali, ena študija je bila ameriški piloti, ko so prvič, mislim, ne vem zdaj, kaj je bila fora, ali so bili prvič v simulatorju, ali so prvič sploh delali izpit, ali karkoli, so dali enkrat pač brez elektrostimulacije, enkrat pa z elektrostimulacijo. In so brez elektrostimulacije, naprimer, je 35% ali 15% tistih ameriških pilotov testo progo v simulatorju naredilo, z elektrostimulacijo pa 95 ali 90, nekaj tak, ali 85, v glavnem ful več. Mislim, da 3-4 več po statističnih podatkih, pač
od 80% naprej jih je naredilo po elektrostimulaciji, isto, ko ga prej niso mogli narediti. Se pravi, elektrostimulacija zdaj dokazano vpliva in dejansko znamo določene predele možganov stimulirati, ko ti lahko vplivajo na določene stvari. Tudi halucinacije lahko povzročamo, ne vem, če sem to že rekel, ampak verjetno sem že rekel. Se pravi, halucinacije lahko povzročamo. Zdaj si pa predstavljali to, da če mi v bistvu sploh nismo to, kar smo, mislim pač organizem kot človek, kaj če smo mi dejansko samo eni možgani, ko jih ima en, ne vem, nezemljan ali pa ne vem, neko višje bitje, samo kozarco, pa je elektrostimulacija preklopljena na tiste možgane in nam on dela take impulze, da pač si predstavljamo to realnost, ko zdaj v njej živimo. Pač se veš, kaj mislim. V kozarc od kumarc daš svoje možgane in daš noter kable in pol stimuliraš in tisti možgani v bistvu so tam, ampak zaradi tega, ker jih stimuliraš, ker lahko povzročiš halucinacije, pač tisti možganom se zdi, da smo v bistvu mi kot človek. Glede na to, da še zdaj ne moramo locirati naše duše oziroma consciousnosti oziroma karkoli pač to imenuješ. Bi bila kar možno, ha? Ok, gremo naprej. Ok, tretje vprašanje. Tretje vprašanje je bilo življenje po smrti, ja ali ne? To zdaj mislim, da me en zabava zaradi tega, ker poslal ga smekati zraven, ko jezik kaže. Ampak vseeno, jaz sem odgovor tako jaz mislim. Pač, zdaj, kak jaz gledam na življenje, ne? Pač, življenje za mene ni življenje kot zdaj mi živimo, prej nas ni bilo, pač se pravi pred našim življenjem, zdaj trenutno naše življenje pa po smrti, pač kaj se bo zgodilo. Jaz gledam na to kot življenje je, pač življenje ni en tok, ko se dogaja, ko ima neki začetek pa neki konc, ampak gledam na življenje kot neko spiralo oziroma krog, ampak je dejansko povezan, se pravi nima začetka pa nima konca. To je po mojem mnenju življenje. Pač, mi enostavno obstajamo v določenem trenutku. Saj, če te pogledaš, če se ti zamisliš, a preteklost obstaja? Pač, kaj je preteklost? Preteklost dejansko ne obstaja, ampak je produkt naših misli, ko si zdaj jaz mislim, kaj sem delal pred 5 minutami. To v bistvu je preteklost. Preteklost sploh ne obstaja. Če se jaz ne bi spomnil, če bi en zdaj prišel, pa mi izbrisal spomin do točno tega trenutka zdaj, jaz preteklosti ne bi imel in za mene preteklost ne bi obstajala. Se pravi, preteklost je stvar percepcije. Pač, kar si ti predstavljaš, to je tvoja preteklost. Jaz, če se spomnim sam boljših trenutkov, je moja preteklost ful fajna. Lahko se pa spomnim ful slabih trenutkov in je preteklost ful slaba. Teda načeloma, če te gledaš, preteklost ne obstaja. Ok, pa gremo na prihodnost. Kaj je prihodnost? Prihodnost je pa isto. Se prihodnosti še ni. Mi smo skozi v enem in istem trenutku. Skozi. Pač, samo en trenutek obstaja. Zato je tudi pri meditacijah, ko se ti osredotočiš, ko greš meditirati, se ti v bistvu osredotočiš na tisti trenutek. Ti se osredotočiš na svoje telo, kaj okušaš, kaj vidiš, kaj slišiš, kaj čutiš. Tek se lahko ti v bistvu najbolj pripelješ v trenutek. Zaradi tega, ker mi smo tek zmedeni s tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, pa kaj se je dogajalo v preteklosti. Naprimer, preteklost je depresija, prihodnost je anksioznost. Dejansko pa to dvoje sploh ne obstaja. Mi si sami delamo to. Najbolj pomembno, kar obstaja je samo trenutek oziroma sedanjost, jaz ga imenujem trenutek, no niti ne sedanjost, zato ker pol te tako izmede in reče sedanjost, preteklost, prihodnost. Tudi v vesolju, naprimer, če pogledamo pol, če damo iz naše percepcije zdaj, pač mali ščurek, ko smo mi, v vesolju, oziroma mali prahec, če pogledamo percepcijo na vesolje, naprimer, v vesolju cajt teče cajt teče isto, ampak je čist drugač, kot pa naprimer na Zemlji, ker ni, naprimer, cajt se spreminja z razdaljo oziroma s hitrostjo. In če imaš ti, pač, če je, naprimer, ne vem, ena zvezda je od nas oddaljena 1300 svetlobnih let. Mi tisto svetlobo, ko zdaj od zvezde vidimo, tisti trenutek, ko mi svetlobo od zvezde pogledamo, je tista svetloba 1300 let stara. Se pravi, mi jo zaznamo v sedanjosti, čeprav je bila že 1300 let v preteklosti. Zaradi tega, ker je taka velika razdalja, da niti svetloba ne more te hitre potovati, da bi pač bila instant takoj tule. Ne vem, zakaj sem zdaj tako zajadral. Ampak v glavnem, hotel sem pogledati, koliko naša percepcija igra v tem, kaj je preteklost, pa kaj je sedanjost, pa kaj je življenje po smrti, pa kaj je življenje pred smrti, pa kaj je smrt, pa kaj je življenje. Pač, logično je, da za to, da se nekaj rodi, mora nekaj umreti. Pač to, balance, yin, yang, karkoli. V glavnem, jaz na smrt, oziroma za življenje po smrti ne gledam kot da življenje po smrti je, ampak enostavno življenje je. Smrt je samo nek nov začetek nečesa, življenje je pa samo neka nova smrt nečesa.
pa smo spet tam, ko sem pač prej rekel, krog, ko je v bistvu povezano, oziroma spirala, ko je v bistvu povezana, se pravi, ima en začetek pa konc sta identično, samo ena stvar obstaja. Pa po moje se zdaj še bolj znajden, ko pa prej, ko sem začel govoriti. Kar pa jaz nisem kriv, ker sem povedal sam stvar, ne. Četrto vprašanje, mislim, da je četrto vprašanje. Ja, v tem delu, oziroma v tetih Q&A-jih vprašanjih, tudi seveda ne dobivam samo o vesolju vprašanja, ne. Eno vprašanje, naprimer, oziroma veliko kjer vprašanje je tudi o substancah, zaradi tega, ker si ljudje to pač tako upajo vprašati, ko je anonimno, ker pač vse je, če jih kdo vsaj omeni v kakšni družbi, ne vem, kako ilegalno substanco je tako, da bi včasih, ko so hoteli čarovnico polobiti, tek se obnašajo z njim. Zdaj je že CBD odlegaliziran, se pravi, je, če ga imaš doma oziroma če ga prodajaš, te bojo zaprli. Kar je pa po moje ena izmed večjih neumnosti v zadnjih 5 letih, kar je lahko Slovenija naredila. Tako da svaka čast, sicer upam, da se to spremeni, ali pa vsaj, da ne bojo delali razloge za to, kar delajo zdaj. Ampak ne bom zdaj o tem govoril, zato ker imam itak video o tem posnet, pa bom tudi linku ga od spod, če hočeš ga pogledati. V glavnem, kakšen podatek ali dva o travi je bilo vprašanje. Zdaj trava je tak, pač ti imaš travo kot travo, da jo pokadiš, ali pa imaš travo kot kuki, se pravi, da jo zaužiješ, pa da se ti v prebavnem traktu pol absorbira, pa si zadet, ali pa lahko jo vzameš tudi v obliki kapljic. Ampak kapljice pa keks je približno isto, joint je pa čisto neka druga. Pač dejansko vsi mislijo, da je isto, pa rečejo, ja, jaz pa lahko keks jem, kaditi pa ne morem, ali pa glih obratno. Ja, zaradi tega, ker v bistvu, ko ti travo zaužiješ, se 11 hidroksimetabolit naredi. Zdaj ne vem, a se naredi, ali v bistvu s tem ti prebaviš. Ampak mislim, da tvoje telo prebavi tes keks, oziroma THC, CBD, kanabinoide, prebavi na tak način, da nastane 11 hidroksimetabolit iz tega. Keks je dejansko psihadelična droga. Oziroma CBD olje bi lahko bilo tudi, mislim ne CBD olje, THC olje bi lahko tudi bilo pač bolj psihadelična droga. THC kot joint, da ti pokadiš, pa ni toliko psihadelična, je v bistvu bolj za sprostitev, povzroča lakoto. Zdaj pa kaj so pozitivni učinki? Pozitivni učinki kajenja oziroma zaužitja trave so trave. S tem mislim, da je THC zraven, se pravi ne sam CBD. THC mora biti zraven tu, oziroma THC je tu glavni. Pozitivni učinki. Lahko deluje kot antidepresiv. Povzroča srečo. Povzroča dvig serotonina, povzroča dvig dopamina, poveča empatijo do ljudi, poveča tudi malo lakoto, zaradi tega, ker se v bistvu ne pade ti glih glukoza v krvi oziroma cuker, ampak je en drug mehanizem, ko ga lahko s CBD-om pol reguliraš, tako da bi jaz dal to kot pozitivne učinke, še posebej za ljudi, ko imajo probleme z prehrano, naprimer za ljudi, kot so bolniki z rakavimi obolenji, ko nimajo apetita zaradi kemoterapije oziroma zaradi raka nasploh. Zato se velikokrat tudi čuje, da jemljejo hašiševo smolo ali pa THC smolo od trave, ker dejansko lahko jejo. Imam tudi prijatelja, ko je dejansko samo s tem, ko si je dal hašiševo smolo na začetku dneva v nek kruhek, da je lahko jedo, samo s tem je lahko jedel čez dan in je dejansko rekel, da ga je verjetno tudi to najbolj spasilo med tem, ko je bil na kemoterapiji. Teda ja, to so v bistvu pozitivni učinki. Pozitivni učinek je mogoče tudi to, da pač, če se slučajno predoziraš, pač predozirati se ni možno, noben še ni do zdaj umrl zaradi trave. So se probali že ubiti z keksi pa z jointom, oziroma s keksi bolj, pa jim ni ratalo. Teda predozirati zaenkrat se še nobenemu ni uspelo. Kar se pa zgodi, če se predoziraš, da si preveč zadet je pa to, da greš pač spat. Teda dejansko bi dal to pod pozitivni učinek, da se ne moreš predozirati. Pa kaj so negativni učinki, da zdaj to razčistimo? Pač se ne, da nima negativnih učinkov, ne? Ampak so pri vseh ljudeh različni. Prva stvar je, da moraš biti v določenem, mislim, pomembno je, v kakem stanju psihičnem si, ko ti vzameš keks, oziroma ko pokadiš joint. Se pravi, če si ti cel napsihiran, ko boš vzel joint, je zdaj lahko razlika. Lahko si jointa že navajen ali pa ga nisi, pa na tebe vpliva ful pozitivno, lahko te bo pa sam še bolj napsihiral. Teda tu bi jaz ful pazil in če bi karkoli potem posegel, bi bil v neki družbi, ljudi, ko jim zaupam, ljudi, ko jih poznam, pa mala doza, ne močne trave, čist malo keksa, pač ne hilat. Se pravi, ne iti z bučo skozi zid, ampak lepo pač počasi. Se pravi, to je lahko se v bistvu pozitivni učinek, ko bi ti anksioznost znižal, se obrne na negativnega, da ti še poviša anksioznost. Kar se določenim ljudem zgodi. In to pač je res, zato je tudi THC ilegalen. Negativne učinke, mogoče en človek reče, da je pol lačen, pa je zaradi tega pol se zredil, ampak
ni čist, mislim, ne moreš ti en dan biti zadet, pa pol se zrediti zaradi tega, ne, če ti cel teden lepo poliješ, mislim. To je malo tak, ne bi ga dal pod negativni učinek. Spravi, negativni učinek niti ni negativen, ampak je sam, moraš biti pazljiv. Ni to, to je pač psihadelična substanca, oziroma substanca, ki te zadane in ti spremeni tvoje psihično stanje. Se pravi, na vsakega človeka bo vplivala drugače in mora vsak paziti, ko se v to spušča, če se spušča. To je v bistvu to, kaj podatek je bila, ja, to je to, pač. Povedal sem že, da tule sta najbolj aktualni dve maščobi, oziroma dva kanabinoida, sta CBD pa THC. THC je psihoaktiven, CBD pa v bistvu spušča receptorje THC-ja, se pravi ublaži. A ja, to še, če kdo naprimer se predozira z jointom oziroma s kupkjem, ful pomaga, če čez pije CBD, čisti CBD, zaradi tega, ker bo spuščal receptorje in bo ful ublažil testo izkušnjo, ko jo pač imaš. Tako da veš, če se ti kaj takega zgodi. Peto vprašanje je bilo legalizacija marihuane v Sloveniji. Pač moje mnenje o legalizaciji marihuane v Sloveniji. In sem napisal, da. Jaz mislim, da bi se mogla trava legalizirati. Zakaj? Da vsaj malo podprem svoje mnenje, da ne bo zdaj en mi govoril, da nimam nobenih dokazov, pa da nimam nič podpore, da samo govorim, neki. Prva stvar je, naprimer, ko so legalizirali v Ameriki, mislim, da je bila Kalifornija prva, kjera država, pojma nimam. V glavnem, zdaj itak se v parih državah že legalizirala, Kanada ima ne vem koliko let že legalizirano travo. Zmanjšala se je konzumacija trdih drog, ki dejansko škodujejo telesu, se pravi heroin, kokain, te pizdarije. Zmanjšala se je poraba alkohola, oziroma poraba nakup za uživanje alkohola, karkoli. Zmanjšal se je zločin, zmanjšala se je depresija. Pač v statistično, koliko ljudi je prišlo še po antidepresive, so se zmanjšali. To so stvari, ko so se zgodile. V Kanadi imajo že par let, ni nobena vojna izbruhnila. Kanada je še vedno ena izmed vodilnih držav na svetu po razvoju, in v razvoju v znanosti in razvoju. Pač, mislim, ni se nič kaj poslabšalo, šlo je samo na boljš. Zdaj to ne pomeni, da bo lahko prišel 14-letnik, pa bo kupil 20 kg trave noter v lekarni, To pomeni, da pač ti priješ zdravniku, lekarno, še posebej ljudje, ko imajo težave, to je pač, ampak to, to ni mogoče legalno, to je že na recepta, To zdaj ne vem, koliko je v Sloveniji, sploh nisem se toliko spuščal, to nisem ziher, da to ne bom na pamet govoril, ne vem, a že lahko, ne. Ampak to bi dal pod nujno. Tako da bi lahko, naprimer, jaz prišel v lekarno pa kupil, ali pa kjer, mislim, pač kdorkoli, mora biti pa, ne vem, dal bi neko stopnjo starosti, se pravi, po moje, od 18 let, ne vem, to bi itak mogel iti, mislim, to bi se mogel poglobiti vse, ampak rečemo, od 18 let naprej lahko prideš, pa to je tudi ono, moraš imeti neko posebno kartico, kakršnokoli, ne vem, na zdravstveno kartico in imaš to, ne vem, enkrat do dvakrat na teden 2 grama, se pravi, 1 doza, če boš kadil, karkoli, potem si pa lahko ti doma, ali to daš v kuki, ali kadiš, karkoli, se pravi, mogla bi biti regulirana, to je 100%, ampak mogla bi biti pa tudi legalizirana, glih zaradi tega, ker že sam, ko se empatija ljudi poveča, nestrpnost pade, agresija, stres, mislim, vsak bi itak pri sebi ugotovil, magari narediš nek test, pač tu se lahko zdaj ful bi razgovoril, pa bi 1 uro govoril o tem, ampak ja, moje mnenje je, da bi se pod neko kontroliranim izdajanjem paketkov trave, karkoli, bi se mogla legalizirati povsod po svetu pač. Zdaj imajo v Ameriki, v 2 ali v 3 državah se je legaliziral že psilocibin, se pravi magične gobice. Ampak o tem bom drugič govoril, ker sem nekdo dobil veliko vprašanj, naprimer magične gobice so zdaj bile v študijah pokazane, da so pomagale alkoholikom, da so nehali, pač 20 let plus je bil alkoholik, pa je imel eno seanso z gobicami, pa ga v enem letu še ni šel nazaj piti. Odvajanje od trdih drog, od heroina pa kokaina pomaga, depresijo preprečuje, oziroma ne preprečuje in zdravi. Ljudem, ko so v bistvu diagnosticirani z smrtjo, dajo 1 dozo in depresija, anksioznost, motnje spanja opadejo do 80%. Sam zaradi tega, ker se znajo boljš soočati z tem, da pač pride smrt, Tako da ja, pač psilocibin je pa pol že spet druga stvar, kar je pa tudi ena izmed ful zanimivih stvari. Tudi pisal sem že več člankov o psilocibinu pa o gobah, ko jih bom tudi prelepo odspod, če bo kdo hotel iti pogledati. Tako da ja, moje mnenje je, da se trava legalizira, ja, ampak seveda pod nadzorom. Ok, pa še zadnje vprašanje.
zadnje vprašanje je bilo pa kar kaj v vesolju in je bilo spet eno tistih z milijon odgovori. Sem pa v bistvu govoril ena zanimivost glede kometov pa svetlobe. Mi zaenkrat vemo, da je okoli 300.000 kometov v vesolju, ko so ne v vesolju, v naši bližini Zemlje, ko so potencialni, da lahko nam v roko, ne vem, 1000 let oziroma 500 let, karkoli, če preleti eno od teh 300.000 na Zemljo, pač spremeni drastično floro pa fauno Zemlje. Se pravi, bi veliko večina populacije ljudi umrla, živali, bla bla. V glavnem so nevarni. In kakva je ena rešitev, pač glede na to, da itak se moramo spomniti rešitev, kako bi lahko na to vplivali, ker zaenkrat je še nimamo. Ker če ti pač, ne vem, z nuklearno eksplozijo razstreliš komet, ko je pač, ne vem, 3 km, dobiš lahko 60.000 kometov, ko so veliki po 2 metra, pa če so iz železa, pač boš še večjo pizdarijo naredil. In ena od stvari je, da so predvidevali, oziroma ne, da so predvidevali, to je možno in je dejstvo, da bi poslali neko sondo na tist komet, če bi ga pravi čas odkrili, in bi tista sonda komet na določeni strani kometa pobarvala z eno barvo, ko odbija sončne žarke. Se pravi, z eno izmed najtemnejših črnih barv, ko je res najtemnejša, ko odbija svetlobo, ne ko absorbira. Čeprav to ne vem, če je črna. Ni važno. V glavnem, eno stran kometa bi namazali z to barvo. In bi v bistvu, kaj bi to povzročilo, je, da bi sončni žarki odbijali tist komet iz orbite, zaradi tega, ker sončni žarki imajo maso. Pač to so teti, kaj so že. Ne protoni, neutroni. V glavnem, sončni žarki imajo maso. In bi v bistvu z sončnimi žarki bi komet iz orbite vrglo in bi ga glih toliko potisnilo bek, da bi Zemljo falil. To je zaenkrat edina rešitev, ko jo imamo za odpravljanje večjih kometov. Pač sam je pa spet, moramo ga pravi cajt ugotoviti. Ne vem, če že imamo sondo, ko bi lahko to naredila, da bi se pri 30.000 km na sekundo preklopila na komet. Ampak ja, to je ena rešitev. Se pravi, pobarvaš komet, pa ga sončni žarki potisnejo iz orbite. Tek zanimivo, če nisi vedel, kaj lahko sončni žarki naredijo. 5 ali 6 vprašanj sem dal, oziroma odgovoril. Tu ne bom verov navajal, zaradi tega, ker verov pač ni, ne? Malo za tu pa tam kako star so, ampak to je bolj moje mnenje. Če ti je bilo zanimivo, sam povej. To je ena taka, da si mal glavo spučem med tem pisanjem jedilnikom, pa delanjem podcastov, pa to, ne, pa treningi. Mi pa še, da lahko še to malo ven dam, pa ful rad o tem razmišljam, ful rad to gledam, pa ful rad dobivam manjša vprašanja. Tako da ja, zdaj ne vem, Q&A, razmišljanja izven okvirjev, Q&A vesolje, Q&A filozofija, ne vem. Če ima kdo kako idejo, ne da, če ne sem pač jaz nekaj izmislil, pa če bo bedno, pač bedno, jaz ne morem kaj pomagati, pač nisem glih neki ful pametno. Hvala lepa za ogled, če ti je bilo zanimivo, sem že rekel. Zdaj pa kaj, sponzorjev že dolgo nisem povedal, ni nobenega noga. Feng-China trgovina, prva, koda ANZE10 z veliko. Lahko dobiš medicinske gobe, lahko dobiš začimbe, lahko dobiš čaj, ja, lahko dobiš kavo, organsko kavo, lahko dobiš določene pripomočke za čaj, za kavo, za veliko stvari v glavnem. Čajnica čaj, moj najljubši rdeči čaj. Vstaj si, ker iz ustrela očitno ne bo, če hočeš videti, kaj to je. V glavnem rdeči čaj, od čajnice čaj ANZE15. Koda s popustom, vse z veliko. Bom dodal v spot v opis. Pa še zadnji sponsor je pa magnezijev olje esenca. Ko je pa itek sem že povedal za preventivo. Zdaj sem glih mogoče malo zamudil teti maraton, ampak pač to škatla me moti. V glavnem malo sem zamudil maraton, lahko bi to prej ven dal, ne, ampak se ni važno. Preventiva, zanj sem se namazal, ko sem šel, sem dumal, ko je iz 300 metrov na 700 metrov v 6 kilometrih in sem skoraj umrl. Po 6 letih treningov sem skoraj fucking umrl. In je pomagalo, moram reči, da je pomagalo. Nisem pričakoval, da bo pomagalo, ker je bilo prehudo, ampak je pomagalo. Zdaj pa še enkrat tek, da je pomagalo, pa se bom ubil. Ok, ta zadnja stvar je pa, da bi rad povedal, da se dela moja internetna stran. Bom dodal link od spod, je zdrava-prehrana.si. Dobil sem enega carja, Miha mu je ime, bom dal vse podatke tudi v opis od njega. Teda, če kdo rabi spletno stran, če rabi kdo kakršnokoli neko oglaševanje oziroma rihtanje spletne strani, ukvarja se tudi nekaj s kriptovalutami, teda, če koga to zanima, vse je v opisu, vse bo v opisu, pa si id pogledat. To je to. Hvala še enkrat za ogled, pa upam, da ti bo všeč tudi Q&A, no. Jaz ga bom delal, tudi če ti ne bo, zato ko je meni fajn. Hvala.